Mali SUV-ji so najbolj trendovski avti ta hip in zato se v ta avtomobilski razred danes poskušajo vriniti tudi tiste avtomobilske znamke, ki poznajo kvečjemu asfaltne ceste. In na te amaterje Mitsubishi lahko upravičeno gleda nekoliko zviška, kajti ponuja nekaj, česar novinci ne ponujajo. 4-kolesni pogon. In to zmogljivega, z možnostjo zapore sredinskega diferenciala. Seveda se mora voznik tukaj vsaj malo spoznati. Ne glede na to, v katero jakostno kategorijo terencev spada ASX, lahko poročamo, da se ta niti skozi blatno lužo ni prav nič obotavljal. No, ASX je bil v prejšnji verziji po našem mnenju bolj pompozno oblikovan. A bi rekli, da je oblika močna plat tudi novega ASX-a. Več pomislekov imamo glede notranjosti. Saj je res vse na pravem mestu, a zdi se, kot bi bilo vse skupaj iz nekih drugih časov, kar pa bo marsikomu pravzaprav všeč. So pa avto posodobili z modernimi elektronskimi varnostnimi sistemi. Med drugim je na voljo recimo tudi zaznavanje prometa strani pri vzvratnem vključevanju na cesto. Kombinacija 2-litrskega bencinskega klasičnega motorja in CVT brezstopenjskega menjalnika pa nas je pustila z mešanimi občutki. Vožnja je prijetna, če voznik narahlo pritiska na stopalko za plin in vozi čim bolj z izkoriščanjem inercije. Nepazljivo pospeševanje pa je glasno in neudobno. Mitsubishi pa je prenovil še enega svojih terencev, Pickup L200. In prva značilnost je, da je po novem vizualno veliko bolj impozanten, seveda še zlasti po zaslugi novih žarometov. Ne, ti niso matrični, čeprav bi glede na videz morda sklepali tako in ne moremo se otresti občutka, da v praksi ne svetijo tako močno, kot smo si obetali. So pa bistvene izboljšave med vožnjo, namreč stereotip, da pick-upov zlepa ne obrneš, zdaj očitno res ne drži več. L200 ima namreč glede na orjaške dimenzije izredno ozek obračalni krog. In če smo doslej menili, da je pick-up varčen, če porabi manj kot 10 litrov, novi L200 lestvico pomika mnogo nižje. Za 100 km običajne vožnje ima dovolj dobrih 7 litrov. In to je vrhunski rezultat. Na koncu pa je tu še kabina. Ta je v praksi manj prostorna in udobna od recimo Rangerja, Amaroka ali Hiluxa. Povrhu tega pa deluje nemoderno. A spet, nekateri bodo to videli kot prednost.